Spoštovani, lepo pozdravljeni danes na cvetno nedeljo. Najprej bi prosil, da tisti, ki ste tam zadaj na cesti, pridete tukaj, ob Karitas je še dovolj prostora, da boste lahko slišali in videli. Začenjamo slovesnost cvetne nedelje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Hozana sinu Davidovemu,
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, Izraelov kralj, hozana na višavah. Predragi bratje in sestre, že od začetka postnega časa smo pripravljali svoja srca s pokoro in dobrimi deli, danes pa smo se zbrali, da bi z vso cerkvijo nekako naprej doživeli Kristusovo velikonočno skrivnost, to je njegovo trpljenje in vstajenje. V ta namen je Jezus slovesno prišel v svoje mesto Jeruzalem z veliko vero in pobožnostjo se spomnimo tega zveličavnega vhoda in pojdemo za Kristusom. Po njegovi milosti prejemamo sadove križa in smo deležni njegovega vstajenja in življenja. Molimo. Vsemogočni Bog blagoslovi to zelenje, znamenje življenja in zmage, veseli bomo spremljali Kristusa kralja, daj nam, da bomo mogli dospeti večni Jeruzalem po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Ko so se Jezus in učenci približali Jeruzalemu in prišli do Betfage na Oljski gori, je Jezus poslal dva učenca in ima rekel, pojdite v vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežite ju in jo pripeljite k meni. Če vam kdo kaj poreče, recita, Gospod jo potrebuje in takoj bo vrnil. Tako pa to se je zgodilo, da se je spomnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi, povej sionski hčeri, glej, tvoj kralj prihaja k tebi, krotak jezdi na oslici, na osličku mladiču vprežne živali. Učenca sta šla in storila, kakor ima Jezus naročil, prepeljala sta oslico njenega mladiča, položila na njo vsak svoj plašč in Jezus je sedel gor. Zelo veliko ljudi in množice je zgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih stlali po poti. Množice pa, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale, hozana Davidovemu sinu, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, hozana na višavah. Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto vznemirilo in govorilo, kdo je to? Množice pa so odgovarjale, to je prerok Jezus iz Nazareta v Galileji. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Spoštovani, dragi verniki, bratje in sestre, tako čudovite cvetne nedelje še v svojem življenju ne pomnim, da bi imeli take košate presmece, da je vse tisto, kar je nekoč smo zbirali, je že zdaj vse odsvetelo. Taka je letošnja cvetna nedelja, vse v cvetu, resnično cvetoča nedelja. Tudi mi želimo, da bi bila za nas cvetna. Se pravi, da bi zacvetele rože upanja, vire in ljubezni do Kristusa. Cvetna nedelja je vhod v velikonočno pashalno skrivnost, ki pomeni skrivnost trpljenja, smrti in vstajenja Jezusa Kristusa. To je naša vera.
In zato bomo danes še posebej to doživeli ob pasijonu, ki bo se sedaj kmalu začel. Pasijo je trpljenje. Toda velikonočna skrivnost ni trpljenje, ampak je oznanilo življenja. Kakor za zimo prihaja novo življenje, tako po trpljenju in smrti prehajamo v večno življenje, ki nam je Božji sin Kristus zaslužil. In pasijon je v tem, da doživimo, kako so različno ljudje Jezusa sprejemali. Eni so klicali Hozana, drugi so klicali križaj ga. A mislite, je danes drugače? Eni kličajo Hozana, ki se trudijo za lepo, pošteno, pravično, človeško in krščansko življenje, ki se zbirajo vsako nedeljo k maši, ker kličemo Hozana, blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem. Drugi hodijo po svojih poteh. Nekateri iščejo, kako bi grenili drugim ljudem življenje. Kako bi naložili na ramena drugih križe. Kolikokrat kronamo s trdnimi, ostrimi besedami, obsodbami drugega. Kolikokrat bičamo z jezikom in na druge načine svoje bližnje. Smo torej na križevem potu. Vsi smo na križevem potu. Pa se naj danes vsak sebe najde na križevem potu. V kakšni vlogi sem kot človek, mož, žena, kristjan? V kakšni vlogi sem v tem življenju? Naša pot je hoja za Kristusom. Ni lahka, je pa zveličavna, prinaša pa veselje, ki tudi vam želim, da bi vam ta velika noč prinesla resnično veselje. Zato bomo sedaj blagoslovili presmece, ki boste ponesli do svoje domove in boste vse storili, da bi Božji blagoslov po vas, po vaši ljubezni, po vašem krščanskem zgledu bil blagoslov, ki ga bomo vsi uživali, si delili drug z drugim. Ker potem ne bom prišel do besede, na koncu, ko bo končan pasijon, se bomo vsi pomikali proti cerkvi. Tam bo osrednje dogajanje križanje, spomin na križanje pri Mihetovem domu. Tam se bomo zopet zbrali in potem, ko bo končan pasijon, gremo, tisti, ki še nismo bili pri maši, s presmeci vred, lepo v sredini se postavite. Nismo vam uspeli pripraviti stolov, ampak boste nekako že preživeli, ker ni toliko stolov bilo. Torej bomo se takrat pomaknili proti cerkvi, ker bo osrednji dogodek tega pasijona. Na to pa gremo v cerkev, tisti, ki ste že bili pri maši, pa srečno do domov. Se lahko med tem zapojete.
v Jeruzalem, se je vse mesto vznemirilo in govorilo. Kdo je to? Množice pa so odgovarjale. To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.